Tinkara Kovač v nadaljevanju v naši družbi. Lep pozdrav. Živjo, lepo zdrav. Je tu neskončnost ali neskončnost še čakala neskončnost? Vse to, ja. Še dobro, da je neskončnost, ne? Kar pomeni, da z veliko potrpežljivosti lahko pridemo do teh umestnih ciljev in nikoli do konca, čisto zares. Karantena je v bistvu prekinila izid mojega albuma, preprečila pravzaprav, da bi šla 3. aprila na oder Kina Šiška in tam predstavila svoj nov album in ga seveda tudi v fizični obliki izdala. Ampak nič za to, malo smo se spočili, napisali tudi kaj novega še in zdaj smo sveži, pripravljeni na nove izzive. Neskončnost pa je torej dokončana. Ja, neskončnost je dokončana. To je naslov mojega novega albuma. Bil je dokončan že na začetku tega leta in zdaj samo čaka, da se natisne. In natisnil se bo takoj, ko bomo vedeli za nov datum mojega koncerta oziroma promocije albuma v Kinu Šiška. In kaj se bo natisnilo na izdelek? Na izdelek se bo natisnilo 15 skladb, v novih preoblekah je 13 skladb, potem sta pa še 2 novi. Ena je skladba iz lanskih Melodij morja in sonca, še ena, ki jo pa skrivam, je pa skladba, katere avtorica sem jaz, besedila in glasbe. Moj posebni glasbeni gost pa je Ian Anderson. Iz skupine Jethro Tull, ja, tako je, Jethro Tull. Tako da on je ponovno prijel povabilo k sodelovanju, oziroma moram povedati čisto po resnici, kot je bilo, da sem mu omenjala svoj album in je on sam rekel, če želim, da bi še kaj sodelovala. In v lanskem letu mi je tudi rekel, da bi rad tudi z mano na odru se še srečal. In ko se reče, ne bodi len, sem jaz vihala rokave in se že dogovorila z koncertno produkcijsko hišo Mars Music, da se njihov koncert zgodi 7. decembra letos v hali Tivoli. To žal letos ne bo možno. Jaz močno držim pesti, da se tudi ta koncert prestavi na kasnejši termin v prihodnjem letu, ko bo spet možno, da smo množični skupaj v rock'n'rollu. Malo pa si pogledala tudi preko meje, tudi tam je nastalo neko sodelovanje. Ja, ki se še nadaljuje. Kot kaže, bom postala članica benda Giga Renculija, ki je eden od najlegendarnejših kitaristov, rock kitaristov na italijanski sceni. On je sicer član skupine Litfiba, zdaj v tem času je pa naredil, ne še izdal, prav tako tudi ne on, vse se je tudi njemu zamaknilo, inštrumentalni album z naslovom No Vox. In na njem je 10 skladb, 5 avtorskih, 5 priredb. In mene je povabil kot gostjo, da se mu pridružim v 5 skladbah celo. No? Tako da sem zelo počaščena, da sem na polovici albuma. Tako moram reči, da imam en solo. Nisem sicer tako štela vsake note posebej, ampak v osnovi imam en solo na flavto, ostalo je pa tako bolj barva. Malo barvam to sicer zelo kitaristično glasbo. Midva se bova sedaj vrnila na neskončnost, oziroma se bova vrnila v leto 1999 in na album Na robu kroga. Tam je skladba Slepa sreča, ki pa si jo sedaj za novi album preoblekla. Tako je. Tudi Slepo srečo sem spet potegnila ven iz rokava, ker je bil to zagotovo en od mojih komadov, ki so zaznamovali mojo glasbeno pot. Malo smo jo predrugačili in jo spravili v eno tako klubsko obleko. Giovanni Tofoloni je naredil aranžma, on igra tudi kontrabas v tej skladbi. Je pa skladba, mogoče tudi po sporočilu, ne čisto naključje, da sem jo izbrala sedaj v tem času in jo spustila v eter radijskih postaj. Ima pa tudi karantensko video obliko. Ja, tudi to. Ta je sicer glasbeno tudi malce drugačna. Mi smo tako zelo pridni in zelo navdahnjeni, da v različnih kontekstih zelo spreminjamo aranžmaje in se pač prilagajamo zasedbi in pa tudi odru. In zdaj karantenska verzija obstaja v YouTube različici, lahko si jo ogledate.
na mojem v bistvu zelo svežem YouTube kanalu. Jaz nisem negovala tega segmenta svojih videov, zapisov, nisem objavljala, zato ker sem jih snemala še v času, ko interneta ni bilo, ne. In takrat smo to gledali preko različnih televizijskih postaj, zagotovo se spominjate video spotnic in podobnih oddaj. No, in potem so razni moji fani spravili na internet vse moje možne videospote in posnetke. No, in nekako v lanskem letu, mogoče celo na začetku letošnjega leta, sem malo bolj intenzivno začela tudi sama objavljati in tudi za naprej obljubljam, da bom spravila gor čisto v svoj repertoar. Tisti, ki seveda ni več možen, da bi ga kupili v fizični obliki, torej v trgovini, recimo prvi album sploh več ne obstaja, je pošel, pa tam gor so kar ene lepe pesmi, pa jih bom počasi začela objavljati. Bova pa sedaj Slepo srečo spustila tudi našim poslušalcem, zato Tinkara, beseda je tvoja. Ja, torej Slepa sreča. Glasbo je napisal Miha Šalehar skupaj z Dejanom Radičevičem. Avtor besedila je Zvezdan Martič, medtem ko je aranžma naredil Giovanni Tofoloni. Slepa sreča. Čau, jaz sem Tinkara Kovač, vi pa poslušate oddajo Radio Aktivno. Soju luči, tam nekje na drugi lepši strani, med 1000 ljudmi čaka, da jo pravi k sebi z mami. Je laž, da je slepa ona, da izbira med vsemi nami. Odhajale k tistim znanim, ki odvedno so izbrani. Svet je lepši v njeni dlani, vse vrti se kot v mami. On ne vidi, da vsi zbrani, kar tam so svoj znak dodali. On je stal, on je stal, on je stal za srečo v vrsti. On je stal, on je stal, on je stal za srečo v vrsti. On je stal, on je stal, on je stal, mirno stal. Včasih se zmoti in obišče drugo stran, da dajem občutek, da vsak je kdaj od nje izbran. Je laž, da je slepa sreča, da izbira med vsemi nami. Odhajale k tistim znanim, ki odvedno so izbrani. Svet je lepši v njeni dlani, vse vrti se kot v mami. On ne vidi, da si zbrani, kar tam so svoj znak dodali. On je stal, on je stal, on je stal za srečo v vrsti. On je stal, on je stal, on je stal za srečo v vrsti. On je stal,